Spoštovane gostje, spoštovani gosti, tudi tisti, ki nas spremljate verjetno s časovnim zamikom pred ekrani, lepo pozdravljeni na današnjem emisiju z naslovom Etika in dediščina, oziroma dediščina in etična vprašanja. Zdaj, najprej bi predstavil eminentne goste, dva zaenkrat, za nekaj časovnega zamika, zaradi višje sile se nam bo profesorca Maruša Zorec pridružila nekoliko kasneje. Zdaj najprej predstavljam na kratko Ano Kučan. Dr. Ana Kučan je krajinska arhitektka, profesorica za teorijo in oblikovanje krajine na oddelku za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in hkrati tudi vodja studija AKA za krajinsko arhitekturo in urbanistično načrtovanje. Doktorirala je s temo krajina kot nacionalni simbol. Za svoje delo je prejela več nacionalnih in mednarodnih nagrad. Morda za javnost kaže izpostaviti tudi njena zelo v javnosti znana projekta, po eni strani Športni park Stožice in morda še bolj Mladinski center Planica. Med leti 2015 in 2020 je pisala tudi kolumne za Dnevnik. Pozdravljam tudi kolega Brane Snegačnik z iste fakultete kot jaz. Dr. Brane Snegačnik, pesnik, prevajalec, esejist, klasični filolog, publicist in urednik. Doktoriral iz klasične filologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi zaposlen. Glavno področje njegovega znanstvenega raziskovanja je grška tragedija. Ukvarja se tudi z recepcijo antične poezije v sodobnem času in ontologijo lirične poezije. Izdal je 8 pesniških zbirk in več knjig esejev. Njegova besedila so uglasbili nekateri najboljnejši slovenski skladatelji različnih generacij. Prava je iz grške, rimske, nemške, italijanske, hrvaške in srbske književnosti. Za prevajanje je prejel Sovretovo nagrado, za poezijo pa nagrado Prešernovega sklada. Bil je tudi zadnji urednik Nove revije, leta 2024 pa je bil izvoljen za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kljub temu, da se nam bo eno osebo pridružila nekoliko kasneje, dovolite, da predstavim še njo. Maruša Zorec je arhitektka in profesorica na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo. Ukvarja se s projekti manjšega merila, predvsem prenovo kulturne dediščine, med njimi so kapela v frančiškanskem samostanu, danes žal uničena, prenova knjižnice na Ravnah na Koroškem, trg in zunanji oltar na Brezjah, prenova Vetrinskega dvorca in Lenta v Mariboru, prenova Grajske pristave v Ormožu, prenova Plečnikove hiše in švicarije v Tiborskem parku v Ljubljani. Tudi ona, tako kot že omenjena sogovornica in sogovorci za svoje dela, prejela številne nagrade, med njimi leta 2024 Evropsko nagrado za prispevek na področju arhitekture, medaljo Heinrich Tezen. Da preden bi pričeli z razpravo, vprašanji, odgovori, dovolite, da na kratko predstavim temo, ki morda vsaj za širšo javnost ni pogosto predmet razprave, razmisleka, skratka na kak način misliti dediščino v kontekstu etičnih vprašanj. Zdaj, ko sem se sam spraševal o tem razmerju, seveda se nisem mogel izogniti širšemu kontekstu in ta širši kontekst gotovo je naša kultura. In vsakič, ko govorim o naši kulturi, v primeru dediščine bomo seveda govorili o slovenski dediščini, o dediščini našega prostora. Vsakič, ko o tej kulturi razpravljam in govorim, me po eni strani prevzamejo pozitivna čustva, celo navdušenje, neke vrste entuziazem, po drugi strani pa tudi jeza. Entuziazem zaradi tega, ker je slovenska kultura izjemno raznovrstna. In to ne samo snovna in nesnovna, temveč tudi naravna. Premalokrat pri nas pozabljamo, da se Slovenija umešča, se razvija, torej je nastala in se razvija v nekem izjemno pestrem okolju, znotraj katerega se srečujejo germanska kultura, torej najvišje jezikovne kulture znotraj našega kontinenta, torej germanska kultura na severu, romanska na zahodu, slovanske kulture iz nam bližnjega Balkana, z juga in pa na vzhodu še ukrofinska kultura oziroma mađarska. Morda nikjer te 4 jezikovne skupine ne trčijo na tako majhne prostorne skupaj kot pravi Slovenije. Deloma je temeljila Avstrija, vendar Avstrija zaradi dominantne nemške kulture nikoli ni bila tako podvržena tem različnim kulturnim vplivom.
Po drugi strani, tudi na to premalokrat pomislimo, je Slovenija tudi krajinsko in naravno izjemno bogata, pestra in raznovrstna. Segamo od alpskih višav do panonske nižine, vnesmo Mogričevja, Sredogorja, številne reke, jezera, morje, skupaj z zelo specifičnim kraškim območjem in podzemljem, kar nas prav tako uvršča v svetovnem merilu med izjemno prepoznavne krajine. Tisto, kar pa me po drugi strani, kar sem prej omenil, spravlja v slabo voljo, je to, da za to raznovrstnostjo, tako na kulturnem kot na naravnem področju ne znamo ustrezno ravnati, iz tega ne potegnemo koristi za to, kar bi ta država lahko glede na to raznovrstnost imela. Pogostokrat se zapletamo popolnoma nepotrebne razprave, neredko ideološko pogojene, politično, ekonomsko motivirane in druge. Pozabljamo tudi to, da se kot na čisto simbolni ravni radi umeščamo v ta kontekst med naravo in kulturo, med pesnika in goro, med Prešerna in Triglav. In oba sta konstitutivna elementa naše narodne identitete. Morda imamo z naravo nekoliko manj težav, ker je ideološko neutralna, pri Prešernu pa se morda že nekateri kregajo, da je dejansko tisti, ki bi se zaslužil biti najbolj izpostavljen, ko gre za vprašanje našega jezika in naše kulture in ne morda po drug. V vsakem primeru so te dileme naše kulturne raznolikosti že povezane z dediščino in nas postavljajo pred številne vprašanja in naloge, ki pa se jih ne lotevamo posebej najbolj smiselno in produktivno za naš prostor. Dediščina kot taka je seveda potem že povezana z etičnimi vprašanji, povezana v prvi vrsti zaradi tega, ker gre za problem vrednotenja. Zdaj, kaj pomeni dediščina? Dediščina je izjemno, kot verjetno večina gre zapleteno in kompleksno vprašanje. Zdaj, najbolj preprosto, še najbolj preprosto na začetku, lahko dediščino razumemo kot besedo. Preprosta beseda, ki označuje neko posebno vrednotenje dediščine, skratka nečesa preteklega, nečesa, kar skušamo iz preteklosti izolirati in nekaj, čemu kot družba, kot narod ali celotna skupnost pripisujemo neko posebno vrednoto, v kateri se zrcali narodna identiteta ali določena prepričanja, določena znanja, določene tradicije, tudi religije, ki jim naš narod ali pa naš prostor pripisuje neko posebno vrednost. Že s tem, ko govorimo o prepričanjih in vrednotenjih, in tem se znotraj dediščine ne moremo, izogniti, govorimo pravzaprav že o eminentno etičnem področju. Zdaj, kaj pomeni vrednotenje? Zelo na kratko, samo tisto, kar bi bilo smiselno znotraj dediščine opozoriti, je to, da je dediščina konsekutivna vrednota. O tem se ne govori. Kaj to pomeni? Pomeni, da je dediščina izpeljana oziroma odvisna vrednota. Če govorimo o izpeljani oziroma odvisni vrednoti, se seveda postavi vprašanje, kaj je potem tisto, iz česa je izpeljana oziroma česa je odvisna, ja, to so konstitutivne vrednote. Kaj pa je konstitutivna vrednota? Verjetno lahko se strinjamo, to je človek. Če človek ni nič vrednega, potem tudi tisto, kar človek počne, njegova dela ne more biti nič vrednega. V primeru dediščine ne govorimo o posameznem človeku, temveč govorimo o družbi, govorimo o kulturi, govorimo o tem, kar smo mi kot ljudje znotraj neke kulture ustvarili. In če mi sami sebi ne pripisujemo nobene prednosti, skratka, če imamo težave z identiteto, in ja, Slovenci imamo težave z identiteto, delamo povezano tudi z raznovrstnosti, ki sem prej omenil, potem imamo zaradi tega tudi nekoliko neposrečen odnos do naše lastne dediščine. Skratka, od tega, kolikšni meri vrednotimo nas sami, odvisno koliko vrednotimo naše delo. In ker imamo težave za samo vrednotenje, ker je dediščina način ogledala tega, kar smo, imamo velike težave pri poznavanju tega, kaj sploh dediščina je, čemu pripisati status dediščine, čemu pripisati status neke vrednote, ki je pomembna za narod ali pa za državo, tako naravnih vrednoten, prepričanih znanj in čemu ne. In na kak način se potem odzvati z različnimi etičnimi načeli, spoštovanjem, odgovornostjo, skrbnostjo, rahočutnostjo in tako naprej do vseh teh elementov, fenomenov in predmetov naše dediščine. Pri dediščini je treba omeniti še nekaj, kar se tiče etičnih problemov. Morda se nekateri zmotno predstavljajo, da so etična vprašanja v kontekstu dediščine povezana s tem, kaj moramo storiti, skratka povezana z dolžnostmi in zapovedmi. Mi se tukaj ne bomo pogovarjali o tem, kaj moramo storiti ali kakšne naše dolžnosti v odnosu do dediščine so.
Etične vprašanja vselej merijo na nek javn, odprt, kritični dialog, ki preoprašuje razloge in kriterije, na podlagi katerih sploh lahko nekemu artefaktu, nekemu elementu, nekemu dogodku pripišemo status dediščine, torej status nečesa, kar je z vidika naroda, njegove preteklosti, njegove identitete, tako pomembno, da to od nas na nek način potem terja, že na drugem koraku, da do teh elementov in fenomenov zavzamemo neko kritično držo, krati pa tudi spoštujočo držo, skrbniško držo, ki to dediščino potem ohranja za prihodnost. Na podlagi teh nekaj uvodnih besed morda lahko prepoznate, da dediščina je zelo zapleteno področje, široko področje, ki sega v preteklost, iz področja sedanjosti, izkuša to sedanjost oziroma to preteklost premisliti na način, da jo potem konzerviramo in prenašamo v prihodnosti. Krati pa je ne vidimo, kar nam je priblizu. Dediščina je utkana na nek način v naš genom, v naš mentalni, duhovni software, in se praviloma sploh ne zavedamo. Ker je temu tako, imam na svoji levi strani, za enkrat upam, da imam tudi na desni strani, eminentna sogovorca, kar je razvidno tudi iz številnih nagrad v domačem prostoru, v tujem prostoru, ki vsak svojega strokovnega zornega kota, praktično, ne samo teoretično kot jaz, se s tem soočata in sproti rešujeta probleme. Zato sem prepričan, da se bomo lahko iz tega pogovora tudi na čisto praktični ravni, ko bomo dediščini gre, predvsem da to marsikaj naučili in tudi jaz, kot filozof, ki se s tem vendar ukvarjamo na teoretični ravni, iz tega potem lahko potegnem marsikaj. Prehajam, se upravičujem se tisti, ki poslušate, pravkar smo pričakali ne predolgo tudi še zadnjo članico našega omizja, profesorico Marušo Zorec. Lepo pozdravljeni. Na višje sile imamo vpliva. Tako da dovolite, da zdaj preidemo k vprašanju. Ta vprašanja bodo v začetku zelo splošna, potem pa od same dinamike pogovora pridemo nekoliko bolj specifično. Vsem trem bi zastavil najprej okrepajoče vprašanje. Kako vsak od vas, glede na vaše področje, ožje področje strokovnega delovanja, vidi odnos našega kulturnega prostora, lahko govorimo o Slovencih ali v naši državi, do vprašanj dediščine. Ali bi lahko rekli, da imamo Slovenci v zadostni meri razvit posluh za to, kar je z vidika naroda, njegove identitete, njegovih koristi tudi dovolj razvit čut, ali bi rekli, da tukaj zaostajamo zlasti v primerjavi z nekaterimi drugimi deželami, ki morda bolj poznate iz svojih strokovnih srečanj in potovanj. Morda Ana? Ja, hvala lepa za povabilo, za predstavitev in tako, kot sem že prej rekla, sem za en čisto kratek intermezzo, mogoče se mi zdi zelo zanimivo, ena taka posebna justa pozicija zanimiva, da se o dediščini ki pogovarjamo prav tukaj v univerzitetni sobi v Rogu. Ampak mimo tega glede varstva kulturne krajine oziroma dediščine, kulturno-krajinske dediščine ali krajinske dediščine, že tukaj sam mnoštvo nekih izrazov izkazuje neko težko ulovljiv predmet, tako da je velik problem, zato ker so naravna dediščina ima pač en set vrednot in je drugače, varovana, konzervirana, težko govorimo o razvijanju naravne dediščine, in tudi, bom rekla, pripravno spada kot drug set pravil. Medtem, ko je krajina, zlasti kulturna krajina, tista, ki jo človek ustvarja s tem, da v njej živi. Tim Ingold pravi, da pač krajina ni nek objekt, ampak je to, kar mi v njej živimo in nas ustvarjamo. Tako da tukaj je zelo težko govoriti konkretno o tem, kaj in kako bomo ohranjali, kaj bomo razvijali. Znotraj tega so sicer neki,
seznam izjemnih krajin, ki so opredeljene kot dediščina, pri čemer se trudimo, bom rekla, vsaj nominalna družba jih nekako ohranjata, pri čemer pa seveda naletimo na točno ta problem, da je kulturna krajina rezultat nekega spleta okoliščin, od geografskih značilnostih, ki so recimo manj spremenljive, predvsem vseh nekih kulturnih dejavnikov, tehnoloških, ekonomskih, etnega prava. In ker se to spreminja, se kultura tudi spreminja. Kulturna krajina stalno spreminja. Tako da se zmeri postavi vprašanje, kaj zares ohranjamo ali varujemo kot svojo dediščino. Je pa v kulturni krajini ravno zaradi tega lahko govorimo o palimpsestu, ker so vse te plasti vanjo zapisane. Pretekle plasti našega življenja so vanjo zapisane na tak drugačen način. Tretja kategorija, s katero se pa jaz ukvarjam največ v svoji praksi, je pa seveda oblikovana krajina. Ta je pa vsaj v preteklosti bila oblikovana tako, da bi trajala. Ker je bila, ker seveda ravno tako pada, je rezultat nekega spleta vrednot in lokalnih, klimatskih in geografskih značilnosti, pa vendar predvsem je to en artefakt, ki nosi sporočilo in je vsa preteklosti bila dejansko tako narejena, da bi trajala. In je zaradi tega tudi na zelo določene formalne značilnosti, ki jih lahko prepoznamo in jih tudi lahko, če jih tako vrednotno varujemo in ohranjamo, čeprav naše gradivo, večinoma živo, pravzaprav svet zmeri uhaja temu nadzoru. Tako da tema je zelo kompleksna v tem in je seveda v praksi, kako bi rekla, se soočam s tem, da gre pravzaprav za eno zmedo in da zelo težko zares uspemo predvsem nasproti nekim ekonomskim ali pa tudi političnim interesom. Prej mi je bilo zanimivo to, da ste rekli, da je narava z tega vidika identifikacije nacionalne, da je ideološko indiferentna. Mogoče je pa ravno to pri varstvu narave, pa tudi krajine, katere osnovna komponenta je seveda tudi narava, pa to problem, zato ker z njo ravnamo tako, da ni pomembno. Mogoče, ker če se dotaknemo Prešerna, če bi nekdo kar po Prešernu šel. Opažate to, prostite, v vašem delu, recimo, krajinska arhitektura je poseganje v naravno okolje. Ali v vašem delu, v odnosu pri vaših kolegicah in kolegih opažate, in to namreč potem že eminentno, etično vprašanje, da je morda, kot se stane nagovori, ta odnos do narave še vedno dokaj brezskrben ali premalo odgovoren in da je agresivnega poseganja pri takšnih ali drugačnih projektih morda preveč, oziroma da gre morda z vašega zornega kota včasih tudi predaleč. Tako je, Če pogledamo na razvoj krajinskega oblikovanja, so pretekla tisočletja, tako rekoč tisočletja raznaravljanja narave. Tako da tukaj gre za preoblikovanje. Ampak v posegi v prostor pri nas so dostikrat brezbližni do narave, ne glede na zakonodajo, ki to ali ono od njih zahteva. Kar se pa tiče same krajinske arhitekture, vsaj tako, kakor je se študij vzpostavil od leta 1972 naprej, je pa na način, kako delamo in kako smo se učili delati, varovanje narave nekako utkano v način dela. Ne pomeni, da jo konzerviramo, ampak jo skušamo razumeti, pritegniti strokovnjake, ki so za posamezna področja seveda več vedo kot njih in poskušamo nekako skozi nek dialog, tudi z naravo, ki je pač brez glasu, vendar najti en smisel kompromis, kako bi to drugače povedal. Tega pa sem potem še natančneje vprašal. Brane, kako pa je na področju jezika? Zdaj jezik je spet nekoliko specifična forma dediščine, na nek način lahko rekli, da je ključna, ker vsi izhajamo iz jezika. Mi moramo najprej ta jezik poznati, ta jezik odpira pomenska polje, znotraj katerega se potem še lahko odločamo za to ali ono
neko ožjo stroko, ki pa delujemo. Kakšen je odnos naše kulture do našega jezika? Ali tukaj obstajajo kakšne razlike z drugimi narodi? Smo bolj prezbližni ali bolj skrbni do tega, če pravimo jezik? Ja, to je strašno kompleksno vprašanje. So primeri, kako bi rekel, velike skrbnosti in obzirnosti, pa primeri popolne nonšalance, celo, kaj pa vem, da ne uporabiš kakšne hujše besede. Zelo velika razlika je pri tem. Zdaj, kar se tiče mojega, če smo rekli, da bi svojega poklicnega področja govorili, moje področje, s katerim se ukvarjam poklicno, je seveda popolnoma zgodovinsko. To je literarna zgodovina in dediščina je raison d'être tega poklica. Brez skrbi za to je pravzaprav tega poklica, te vede ni, literarne zgodovine itak ni brez priznavanja dediščine, kar pa seveda lahko ne samo lahko, ampak dejansko odpira celo paleto različnih pristopov in odnosov v tej skrbi za stara besedila, ki se jih preučuje, ki se jih, še to bom rekel, ker je mogoče ni tako splošno znano, veste, antična besedila niso že kar znana, vsaka nova izdaja pravzaprav lahko prinese neke nove vidike oziroma neke nove rešitve, ker so rokopisi, v katerih so ohranjena, so ponovadi 1000 pa še več let mlajši kot pa besedila sama in pravzaprav to ni samo ukvarjanje z nečim že znanim, ampak je na nek način tudi res živa dediščina v tem smislu, da vsako novo izdajo neko besedilo vse v nekem drobnem ali pa manj drobnem aspektu na novo zaživi. Mimo grede omenim, da je celo Sofoklova Antigona takšna, da so nekatere stvari še danes ni konsenza o tem, kateri liki govorim podobno. Omenjam to besedilo, ker je zares zelo, zelo znano. No. Zdaj, kar se tiče pa odnosa do jezika na splošno, to se prav, kako se kaže, ali v družbi na sploh, je pa seveda stvar precej drugačna. Tu pa smo vsi uporabniki tega jezika, ne samo tisti, ki je to naš poklic, ampak ki imamo na nek poseben način nagnjeni do tega, da se z jezikom ukvarjamo, da smo skrbni s tem, ampak je seveda to, poleg vsega ostalega je jezik seveda tudi orodje ustvarjanja odnosov, ustvarjanja družbe. In pri tem pač se zrcali življenje, družbeno življenje, pa tudi življenje vsakega posameznika, osebnost vsakega posameznika, se zrcali v tem ali pa izraža v tem, pa pravzaprav kakšen se v jeziku kaže. Težko je, rekel, tudi neko pravo, se smo že prej mimo grede v pogovoru rekli, da je etika seveda zelo odprta, v bistvu pravzaprav odprta stvar. In tudi v tem bolj konkretnem primeru glede odnosa do jezika je zelo težko neka zelo jasna in nesporna ali pa celo trda etična merila postaviti. Jasno je, da jezik živi. Jeziki živijo in tudi umirajo skozi čas. To pač je usoda vsega, kar nastane najbrž, da tudi premine. Prosto, mislim, da je slovenski jezik ogrožen, pri kateri nam že govorijo o tem, da smo zaradi majhnosti ogroženi, zaradi izjemnega vpliva dominantnih jezikov, zlasti angleškega. Ne, da bi hotel biti plan slona, ampak ne vem, zakaj bi bilo to žal, ne vidim, da je to čista gola panika. To je čisto možno. Čisto možno je zaradi tega, ker bom povedal, kaj se mi je zgodilo, mislim, da 3-krat doslej, da so mi mladi ljudje rekli, ne oni osebno, ampak njihovi prijateljice, pišejo poezijo v angleščini, ker se lažje izražajo v angleščini. Jaz nisem videl, kakšna je ta poezija. Najbrž ni to poezija Shakespearea ali pa Eliot, verjetno. Je precej, si predstavljam, precej generična, površinska. Ampak vseeno, in skratka, da so bolj sproščeni v
v drugem jeziku, to je pa res, kako bi rekel, malce zaskrbljujoče. Kot je tudi mogoče zaskrbljujoče, da pravzaprav poezijo identificirajo z nekim klišejskim izražanjem. Malo drugo vprašanje, malo da tudi ne. Ne vem, nisem tako zelo prepričan, da so stvari, ker so institucionalno rešene, bolj ali manj so, ne, da je to že dovolj. Ne. Jezik je vendarle, kakšen filozof hiša biti, ne. Mislim, je način tega, kako smo vendarle v veliki meri. In to je pa seveda povezano, to je pa drugo vprašanje, ker ni primarno jezikovno, ne. Ampak vse, kako živimo, ne, kaj nas pravzaprav zanima, kako smo usmerjeni. To je tudi bistveno vprašanje dediščine. Recimo, izrazito progresivna naravnanost civilizacije je takšna, da pravzaprav je v njej težko osmisliti ukvarjanje z dediščine. In takšna naravnanost je nesporna. Je tudi izredno pozitivna, to tega treba govoriti, ne, za medicine, hrane, vsega ostalega, ampak vprašanje je, če lahko izenačimo celoto življenja s posameznimi ljudmi, na katerih konkretujemo. To se mi zdi zanimivo. No? Po starogrško je v stari grščini beseda opiste. In ta beseda pomeni zadaj, pomeni pa tudi prihodnost. Kar pomeni, da so, torej to ni izraz kakšnega filozofa, kako je naravni jezik, je razumel, da je prihodno tisto, česar ne vidimo. Tisto, kar pa vidimo, je pa to, kar smo že živeli. To je tako antropološko drugačna drža, civilizacijska, da je pravzaprav težko pojasniti, no, tako velika razlika. In meni se zdi pa pomembno, recimo, to seveda zaradi mojega poklica, ne samo zaradi mojega poklica, da se tudi o teh antropoloških razlikah, teh različnih držah, ki je človek zmožen, pogovarjamo, da to poznamo, ker na vsezadnje ukvarjanje z dediščino nam lahko razkrije tudi za nas, ki smo tukaj in zdaj, neko drugo možnost, drugo možno perspektivo. Seveda ne bomo izstopiti svojega časa, zdaj pa drugače mislim, tudi vsi okrog nas, ampak da se avtomatizem tega pragmatičnega vsakdana, po katerem funkcioniramo, odplejo v neki točki. To se mi zdi pa ena osnovnih stvari pri ukvarjanju z dediščino in tudi eden osnovnih etičnih poudarkov, ki mogoče iz tega lahko izbira. Čeprav razumem, tukaj se s tabo pravzaprav strinjam v celoti, da je govor o ogroženosti slovenskega jezika v sodobnih globalnih razmerah. Pravzaprav, če bo izvedel na bolj etično raven govorice, posledica pomanjkljivega spoštovanja jezika. Če mi namreč nekaj spoštujemo, če nekaj za nas vrednota, potem zato skrbimo bolj, kot če smo do nekega artefakta, tudi jezika, ki je naša glavna komunikacija, označevanja, dosti bolj prezbliženi. In vsi problemi dediščine se pravzaprav začnejo z etičnim vprašanjem, v kolikšni meri, ki nekaj spoštujemo, skratka v tem, kar uporabljamo, prepoznavamo kot nekaj pomembnega, vrednega, ne samo na osebni ravni, temveč na ravni neke kulturne skupnosti, ne odvisno tega, da povezujemo z narodom ali z državljanstvom. Oboje ima svoje razlike, pa tudi prednosti in pomanjkljivosti. Tudi k temu se bomo še nekaj drugih tekstov vrnili. Zdaj pa še Maruša vas, predstavljamo se vražet, tako da ne boste čakali na predstavitev. Vsi že vemo, tudi tisti, ki se nam bodo pridružili kasneje za časovnim zamikom pred svojimi zastoni. Zdaj mi zanima, da tudi z vašega zornega kota, z vašega področja, predvsem se pogovarjate z stavno dediščino, z arhitekturo, sakralno arhitekturo, obnavljate preživečne dine nagrade, tako naprej, skratka ste vsakodnevno soočeni z vprašanjem odmotenja in odnosa dediščine. Tudi za vas torej isto vprašanje, kako vi ocenjujete naš odnos na vašem področju od dediščine. Z etičnega vidika smo tukaj dovolj odgovorni, dovolj spoštujemo to, kot sem ravno kar omenil, kulturno dediščino na področju stavbne kulture ali premalo. Kako bi vi ocenili tudi v primerjavi recimo z kakšnimi drugimi bližnjimi državami? Jaz mislim, da
nasplošno rečem, da imamo Slovenci radi nekaj, kar je naše, kar je ta dediščina, naj bo to krajina, gozdovi, prostor, predvsem seveda tudi jezik. No? Če bi pa govorili o spoštovanju, je pa to mogoče že drugo vprašanje. Ne? Tako da nekako intuitivno vse s tem zelo poistovetimo s podobami našega prostora, s prostori nasplošno, tudi z arhitekturo, to če govorimo recimo o Plečniku, to je že prepoznano. Vendar pri spoštovanju pa in odgovornosti je pa stvar morda nekoliko drugačna, zato ker to še zares ne pomeni, da znamo za to skrbeti, da znamo to pravilno posegati, da znamo se do tega na nek način dobro opredeljevati, kako se pravzaprav na to za to zares skrbi. Tako da tukaj se mi zdi, da so te odnosi toliko zahtevni in kompleksni, da na nek način pa tukaj zelo kritično do našega odnosa, do dediščine. Pri nas na splošno sploh v zadnjem času velja, da je dediščina pravzaprav vse, kar se je zgodilo do danes. Tako, kar se tiče prostora, ker govori o nas do danes. Naj bo to res daljna preteklost, naj bo to nekaj, kar je tudi odraža to, kar smo v tem bližnji preteklosti. Tako da opredeljevanje in vrednotenje do tega pa je seveda zahteva neke različne postopke, ki so lahko tudi čisto intuitivni. Mislim, da če so ljudje zelo odprti in dojemljivi, skozi to po svoje lahko tudi do neke mere že zelo spoštujejo to, kar je okoli njih, predvsem v smislu prostora. Kolikor pa so, ne vem, kaj ne rečem, površni, pa mislim, da tega odnosa ne more to zelo vzpostaviti. Tako da jaz to imenujem neke vrste prostorska empatija, da se prepustiš in da se pustiš navdušiti, se mi zdi v prvi vrsti tvoj za splošno, za vse zelo pomembno. In se da preučiti, da se to tudi otrokom predstavlja, da se na nek način prepusti, da jih navduši. Potem pa obstaja zelo velike tudi v stroki, pa res stopnje, kako to okoli nas vrednotimo, kako tudi dediščino potem res vrednotimo nekaj določene kriterije. Naprej ste dejali, da dediščino pogosto razumemo oziroma povezujemo z vsem, kar smo na nek način podedovali s preteklosti. Podobno kot naravni čisto individualne lastnine, ki skakaj večina ljudi danes dediščino pozna kot nekaj, kar delijo od svojih staršev, svojih individualne stvari, premičnine, nepremičnine, ko pa gre za dediščino kulture, pa smo nekoliko bolj negotovi. In če bi zdaj vprašali posameznike, ali je za njih narava vrednota, bi verjetno si rekli, da je. In če bi jih prav tako vprašali, ali je za vas kultura vrednota, bi prav tako si rekli, da je. Če bi potem začeli spraševati o tem, kaj znotraj narave je bolj pomembno, kaj manj pomembno, s temi vprašanji se nam soočamo, takrat naravo posegamo, pa bi dobili zelo raznovrstne odgovore. Enako znotraj kulture. Kultura kot celota je sicer pomembna, pa vendar je tudi znotraj kulture nekaj bolj pomembno in manj pomembno. Vi se v vašem delu soočate z vprašanjem ali neko stavbo, ki jo je nekdo zop časa dejansko restaurirati, obnoviti v njenem izvornem stanju, ali jo poustvariti, preurediti, dodati nekaj novega, ali preprosto porušiti in postaviti nekaj novega. Spomnimo se samo koliko polemike v javnem prostoru zaradi Koliseja, eni so želeli Kolisej ohraniti, ker so tem prepoznavali očitno nekaj vrednega, neko kulturno dediščino, ki bi bilo smiselno ohraniti in jo prilagoditi razmeram in potrebam časa. Drugi, ki so bili očitno uspešni, so rekli, da to ni del narodne dediščine, ni tako pomembno, da bi morali ohraniti, da je bolj mislim, da biti nek komercialni projekt. Enako. Prej je Ana že omenila Rok, to je bila enaka polemika ali pa cukrarna, ki smo jo in pri vsakem posegu tudi naravo se znova soočamo vprašanje. S to vrstnimi vprašanji. Zdaj me zanima, glede na to, da ste vi s tem konkretno ukvarjate, ali sledite morda določenim kriterijem, strokovnim, gotovo obstajajo strokovni kriteriji, mene pa zanima bolj etični kriteriji, s katerimi sodite ali presodate to, ali kaže to dejansko to stavbo, to sakralno stavbo nekje na nekem gričku, ki nas včasih navdušuje, ko se vozimo po cestah, ko vidimo cerkev na griču, je del gotovo kulturne dediščine. Ampak ni vsaka cerkev taka, da je smiselno ali pa tudi ne ohranjati takšne, kakšne je. Ali pa druge, ne sakralne arhitekture, kot je recimo Koliseja, cukrarna ali Rok,
ki imajo gotovo spet svojo kulturno vrednost, katerim kriterijem, etičnim kriterijem sledite in si rečete, to je dobro, to je treba ohraniti, to pa ni tako pomembno in je morda bolje prilagoditi času ali pa morda celo porušiti. Obstajajo kriteriji, se z njimi ukvarjati, kako bi jih. Ja, je kar veliko diskusije na našem področju v bistvu o tem, mogoče so primer Žič nekako se zgodil to polemiko, pa tudi drugi primeri, no, recimo tudi Kolizej. Ana dobro pozna mojega profesora, profesor Bonča, Miloš Bonča, pokojni, je zelo dobro rekel, da preden porušimo, moramo vedeti, ali bo tisto, kar bo nadomestilo to boljše, kot to, kar pravzaprav izgubljamo s tem. Tako da, to je morda zelo težko razumeti. Kaj pa je boljše? Ja, zares, ampak v resnici se mora vsak pri sebi vprašati in na nek način tudi dvomiti, da je res sposoben preseči tisto, kar izginja s tem njegovim posebom. Tako da, moja stroka je zelo veliko tudi samozavestnih, kolegov ali kakorkoli in si to prehitro dovolila. Jaz sem tukaj zelo zadržana in mislim, da je treba vsekakor zelo dobro se zavedati ali pa prepoznati pravzaprav vrednoto tega, ali je mogoče tudi s tem na nek način ali je mogoče to, kar smo podedovali, posodobiti in živeti skupaj s tem v našem času. Mislim, da to, kar je obravnavano kot dediščina, je na nek način zaščiteno že samo po sebi, če to sprejmemo kot del našega časa, našega življenja. Tudi sakralna arhitektura najnazadnje, ampak tudi nekaj, kar nima nekaj vsebine, ampak če je to nekaj, kar živi, s čimer se poistovetimo, s čimer kar sprejmemo kot, ne glede na starost, kot del našega življenja, našega časa. V tem smislu se mi zdi, da jaz tudi mogoče presojam to odločanje o tem, pa v to posegamo ali ne, je pa seveda odvisno od tega, kakšno funkcijo stvar ima, čemu služi in kakšno stopnjo posodobitve potrebuje in kakšno transformacijo skostopi objekt hiška dobila. In tukaj gre za iskanje neke prave mere, to je po mojem mnenju ključno, včasih je že dovolj, da ostane tako, kot je, morda tudi za Bog bi to bilo, ker je izgubil veliko duše, veliko tistega mogoče neotipljivega, kar arhitektura preteklosti nosi, mogoče vse sledi časa, ki je znotraj te hiše minil in zgodb, ki so se zgodile, ki niso bile vedno srečne, niso bile vedno naklonjene tudi tej hiši. To dostakrat pri prenovi zgubljamo. In to je po svoje tudi meni težko sprejeti, ker so te posegi zelo kompleksni in čas ne moraš ohranjati plasti časa znotraj hiš. Dostikrat pa prihaja tudi do polemike, ki se je zgodila v Žičah, a pustiti Žiče raje kar propast. A pustiti Žiče, da brez intervencije, a jih pustimo na nek način kar potroševina, ker mogoče čas tega ni prepoznal, mogoče je poseb preradikalen za to. In a bo hiša s temi novimi plastmi izgubila svojo moč in pričevalnost. Kaj bi rekli pri končni presoji? Kaj je pravzaprav jeziček na tehnici? Takrat, ko se odločate v vaših strokovnih krogih, pustiti, obstati, prenoviti, porušiti nekaj novega. Jeziček na tehnici so to potem strokovni kriteriji, ki jih potem zelo različno lahko interpretiramo, ali so v širšem smislu etični, a je to dobro, a je to pravo, a je to stališča ohranjanja spomina naroda, primerna odločitev ali ni, ali so to potem razmerja moči na našem prostoru. Tako da niti strokovni argument v končni fazi ni odločilen, kaj šele širši etični razmislek vrednotenja, vrednoti moramo reči vse znotraj etičnih razmislekov, ali je to potem potečeno bolj vprašanje interesov v zadnjem kapitala, ali ta končni fazi potem vse na način povalja. Ja, to je velik problem. To zadnje, kar ste rekli. Kapital je prepoznal, da koliko ima vlasti dediščina, koliko ne pusti propast, recimo primer prejšnji postavili tudi Kolizej, tudi Črnelan, Sasarina Severja, da je potem dovoljeno, da tudi porušen z nekaj dobi zelo dragoceno posestvom, last in tako tam počne. Mislim, tukaj kar veliko špekulacije, krični po štadionu je dobil 6 etaž garaž, 2 etaž zgoraj, stolpnico. Kolizej, veste, kakšno razmerje
kvadrature današnjega pozidavanja tam v Kolizeju. Učne delavnice so bile pritličen objekt s kletjo, kjer je potem lastnik to namenoma pustil propast in nameraval zgraditi 4-etažno stavbo, to je zadnji za Astro, danes želi zgraditi tam 8-etažno stavbo. To so veliki dobički na račun puščenja dediščine propada. Ampak, mislim, jaz se predvsem odločam na podlagi tega, ker se mi zdi, da je moja odgovornost kot arhitekt pravzaprav življenje. Življenje tako prostora lahko tudi kot praznine ali pa ljudi znotraj njega. In obranje trener je svoje, to bistveno permanentne način zanimljivo. Čutim ko svojo neko odgovornost v seveda razmerju kvalitet vrednot tega, kar je ta preteklost sveta. Nordijski center Planica. Ko sem bil prvič tam, potem, ko je bil zgrajen, in so bila ta arhitektura odvešena v prostor, sem se rekel čudil. To je bil moj občutek zaradi tega, da sem takrat nisem vedel, da ste ga vi, da vaše ime in vaše skupje stoji za tem, ampak sem imel občutek, da gre za neko ravnovesje med neko spoštovanje do naravnega, zelo znanega, znamenitega naravnega polja v Sloveniji, hkrati pa je vendarle neko zadostil potrebam sodobnega športnega centra, pošteval tudi to, da gre za masovne prehitve in podobno. Tisto, kar me zanima, ko ste se odločali, kako umestiti določeno arhitekturo v ta občutljiv naravni prostor, Triglavskega narodnega parka, je tam, če ne vem, s katerimi dilemami ste se tam soočali, ki so resnično potem etične pri smislu vrednotenja in se sprašuješ, je to prav, da grem predaleč, ali ne grem predaleč, ali bi lahko zgodil še kaj večjega, manjšega, ali pustim, da izkušam umestiti to tak prostor, da ne izstopa, da se ne postavlja v spredi, da še vedno pusti Planici vse njene veličastnosti, zgodino Tamar. Ja, dobro vprašanje. Hočem reči, sam, da se bom navezala na to, kar je rekla Maruša, seveda mislim arhitektura in tudi krajinska arhitektura, tudi sama Planica je v resnici upeta na onih političnih ekonomskih diskurs. In če ni nastavkov, ne boš narediti, če ni tebi že poverjena prenova in se ne moreš odločati o tem, kaj boš iz tega razbral in izpostaviti. In Planica je sjajen primer, sam najprej povem, da seveda Planica je bil na tečaj, zmagali smo na tečaj skupaj z studijem Aviru in potem smo, ker je bil XX, smo celo zadevo delali še skupaj s studijem Stvar, skratka, so 3 avtorske ekipe, ki so se potem skupaj odločali, do tega bom še prišla. No, ampak nastavljena je bila politična volja za prenovo Planice in bil je zakonodajno zahtevan državni prostorski načrt, ki je zahteval načrt krajinske arhitekture. Če tega ne bi bilo, bi lahko bilo zelo drugače. Skratka, jaz sem dobila priložnost kot krajinska arhitektka z ekipo Aviroja, da smo sploh lahko predlagali neko možno prenovo Planice. Na tak način, na kakršen je zdaj in je tudi natečajna komisija to razpoznala. Šli smo pa v nekaterih vidikih proti, bom rekla, programu oziroma projektni nalogi, ki jo je dal natečaj, ker je pač smeri pred takim natečajem tako velikim neka priveritev, neka prostorska priveritev narejena, ki je recimo predvidela, da bi se v Tamar vozila tudi skozi garažo Planiškega centra. Tako da ja, potem, ko smo se mi s tem soočali, lotili smo se pa seveda pogovarjali in skupaj, kako bi rekla, že v prvi natečajni fazi se odločili, da seveda se tukaj na pragu, mi smo pred vrati Triglavskega narodnega parka, vedemo absolutno spoštljivo do Triglavskega narodnega parka. Hkrati pa smo bili preprosto tudi prevzeti pred to monumentalnostjo gora, in smo se vsi skupaj, se pravi arhitekti in krajinski arhitekti, trudili zadevo umestiti funkcionalno, logistično, hkrati pa tudi simbolno novo Planico, novi nordijski center nacionalni, na tak način, da bo formirala
ustrezno predverje, da ne bo motila, zato ker je to pač ena specifična športna infrastruktura, ki v glavnem deluje po zimi, deluje pod poletje, ampak ven, v glavnem deluje po zimi, se pravi smo takrat imeli v mislih tudi to, kako bodo obiskovalci poleti hodili skozi to našo infrastrukturo v Tamar. In iz tega smo pol speljali, bom rekla, likovno govorico, ki je po svoje zelo tehnična, zato ker je to pravzaprav res logistična, tehnična krajina v svoji biti. In smo se odločili, oziroma so se arhitekti odločili za beton in les, za pač dve sredstvi, s katerima lahko nekako in čiste linije, s katerimi se pa postavljajo v kontrastu to razdrapano, alpsko, živo, še izredno dinamično krajino. Mi, krajinski arhitekti, pa to, da bomo za to logistiko poskrbili tako, in tukaj se je pač bolj ponudila ta pahlačasta razporeditev skakalnic, s katero smo lahko organizirali vse to, kar zahtevajo velike prireditve, obenem pa odprli to dno doline, ki se pač tako počasi, tako kot se je dolina vzpenjala, se tudi te vzpostavljene terase vzpenjajo proti Tamarju in razmišljali o tem, kako bo obiskovalec vstopal v Tamarju, da se bodo izmenično odpirali pogledi na skakalnice in v dolino. Mislim, cel kup stvari izhaja iz tega čist našega osebnega, naše osebne avtorske poetike, ki smo jo k sreči uspeli nekako skladiti triatini, predvsem pa iz tega zakonodajnega okvira, ki je sploh to možnost nastavil. In na to, če bo pa priložnost, bi se rada vrnila, ker tukaj je tudi en konflikt med eno in drugo dediščino. Kar bi dodal, če to prevedem, pa se tudi prevesti v bolj etiško govorico, bi potem lahko rekli, da je tukaj bila vendarle narava, torej planica, neke vrste konstitutivna vrednota, norma, ki si je bilo treba podrediti. Skratka, nismo mi, kot ljudje, ki posegamo v ta prostor in ga želimo v skladu s tem ali onim interesom preoblikovati, posiljevali te norme v naravnem prostoru, da smo predpostavili, da je ta naravni prostor norma, torej vrednota na sebi in da se moramo mi z našim poseganjem v ta prostor temu prostoru prilagoditi. V tem primeru je arhitektura tukaj konsekutivna, izpeljana, odvisna vrednota, narava, planica pa na nek način norma, ki nas zavezuje naše spoštovanje oziroma naše prilagajanje. Ja, dve normi sta bili, tako bom rekla, smo jih mi nekako prepoznali, da ste jih postavili. Eno je ta narava, drugo pa to, da je planica v kulturi, v slovenski kulturi, v slovenski zavesti, že sama tako močna, da je na tako močen naboj, da ni potrebe, da bi karkoli dodajali smisla nekih novih elementov. Ta dva je ti etični izhodišči. Šlo za tega, tudi zlasti v arabskem prostoru, recimo Švica, s Francijo tako naprej, morda niso tako ikonične podobe, kot ti planice, ker niso v nacionalni zavesti tako ukorenjene, kot je planice pri nas, pa vendar opažamo Švica, Francija, kako je narava praktično uničena z visokimi hoteli in tako naprej. Skratka, teoretično bi se lahko pri nas zgodilo. Sem vesel, da se ni, da bi tudi nekdo prišel z kakšno megalomanskimi projekti planico in bi jo pozidal. Zato mi je všeč, da pri nas... Lahko še neko vedenko dam tukaj, ki se zdi nezanimiva, sicer bom zdaj govorila v imenu Mateja Bletuša in pokojnega Miloša Florjančiča, ampak recimo problem dediščine Blodkova skakalnica, to je ta mala skakalnica, ta prva stara Blodkova skakalnica, je bila zavarovana kot tehniška dediščina in je kot tehniška dediščina je propadla, lesena je bila propadla in tudi, če bi jo rekonstruirali, ne bi zadostila novim tehničnim, varnostnim in vsem drugim vidikom. In mislim, da so arhitekti uspeli v arhitekturno govorico prevesti, še temu tako rečem, nesnovno Blodkovo dediščino. Če je Blodek takrat bil inovativen, tako rekoč pred svojim časom, s tisto tehnologijo gradnje in v tistem kontekstu so oni poskušali tudi z inženirjem, statikom, Killerjem, narediti, spoštovati dediščino Blodkova na tak način, da so tudi oni inovativni, da poskušajo premakniti meje in da naredijo nek inženirsko-arhitekturni presežek. In mislim, da jim je to super uspelo s tistim lokom, ki pač tako rekoč lebdi v zraku in ne samo na dveh koncih. Ko se mi zdi, da se na dediščino lahko res, da ne gre zmeraj samo
za nekaj, kar je taktilnega in ima neko formo, ampak da gre za neko razumevanje časa, v katerem je to nastalo, razlogov, vrednot in za mogoče en poskus na ta način to prepeljati v sodobnost. Ja. Zelo dobra iztočnica za naslednje vprašanje. Ko govorimo o dediščini, se vračam tisto splošno opasko iz uvodnika, vse ne povezujemo, tukaj je ravno rečeno preteklo sedajnost in prihodnost, seveda z pozicije sedajnosti. Kar pomeni, da je dediščina zaradi te časovne razpršenosti ali širine vse tudi ideološko zelo ranljiva, predvsem zaradi tega, ker govorimo o razmerju preteklega in prihodnega, tradicije in modernosti. Lahko to prevedemo tudi v politični jezik in govorimo o desni in levi politiki. Kolikor desno praviloma povezujemo z bolj konzervativnim, levo bolj z liberalnim in odprtim. To razmerje, ki je konfliktno med modernostjo in konzervativnostjo ali pa tradicijo, je nekaj, kar je lahko problem znotraj vsakega odnosa do dediščine, znotraj vsakega posameznega področja, tudi znotraj tistih področij, ki jih tukaj danes nagovarjamo. Kako je zdaj to znotraj poezije? Brane, ti si odličen pesnik. Pesniški odnos do jezika je vendarle drugačen, morda še bolj svoboden, kot je recimo filozofski, v vsakem primeru bolj svoboden, kot je znotraj neke tehnične govorice, tudi bolj svoboden, kot znotraj običajne govorice, čeprav tudi običajne živa govorice, tiste, ki se nenehno spreminjajo pod različnimi vplivi. Ampak pesniki imate tukaj vendarle več, licencija poetika. V kolikšni meri me zanima, se pesnik, recimo ti osebno, takrat, ko pišeš pesem, na ravni vprašanja odgovornosti do jezika ukvarjaš s tem, ali bom neko besedo pustil v njeni tradicionalni obliki, ali jo bom nekoliko prilagodil nekemu trenutnemu pesniškemu občutenju in na ta način povečal izrazno moč tistega, kar občutim. Na zadnje pesniki zelo intenzivno doživljate resničnost in vam dostikrat potem seveda običajne besede zmanjkajo oziroma ne morejo zajeti, zagrabiti tisto, kar trenutno čutim, kar nas potem potegne v to oblikujoče, poustvarjalno delovanje. Ampak zanima me to vprašanje odgovornosti, se zdaj čutiš odgovornega ali pustu ali ne, ali grem popolnoma v neko novo smer in ponudim javnosti neko novo besedo, za katere bo morda tudi ona, takrat, ko bodo brali moje pesmi, začutila bogatstvo občuti, ki me dobesedno silijo, da izrečem nekaj novega in drugačnega. In kako je potem to znotraj splošne govorice, javne govorice, moramo tam biti bolj pozorni, bolj odgovorni, bolj skrbni, previdni pri oblikovanju novih besed ali pri prepuščanju nekih tujih, ki vstopajo, bodisi angizmi ali tudi slovanski izrazi iz nam bližnjih kultur. Tradicija moderna, konflikt. To je zdaj vprašanje za eno serijo predavanj. Zato sem ga zastavil. Te dileme, ki jih omenjate, so seveda nenehoma prisotne, so izhodišče in čas spremljajo pisanje poezije. Ta svoboda, ki je recimo dana, ki ne bi se jo jemali tisti, ki pišejo poezijo, je, kako bi rekel, veliko breme, tako sarjevsko breme svobode. Seveda, lahko bi, ne vem, nekdo, ki morda povsem eksperimentira, ampak to so stvari, ki so danes bolj ali manj izmodene, ali pa že kar dolgo časa. Če bi čisto eksperimentiral, bi lahko pisal karkoli bi hotel. Ampak vse je znano iz zgodovine nadrealizma, ki je prav šel, to je Breton in ostali, so prav šli v ta poskus, da bi pisali brez racionalne kontrole, ampak že to je nekako eksperiment, ki je pravzaprav voden, ki v resnici ni spontan, da boš mrežo torej zavestnega jaza razbil, zato da bo nezavestno prihajalo. Že to je v bistvu zavestni napor. Skratka, tega se ne da kar tako, preko te svobodi prepustiti, ampak je ves čas pravzaprav to tehtanje. Seveda pa ne more se to dogajati, vsaj po moje
moj pogled na poezijo je takšen, da poezija vendar naj ne bi bila samo deskriptivna, no? Deskriptivna raba jezika, pa če še tako natančna, pa še tako prefinjena, pa vendarle naj bi delovala skozi neko posebno napetost in magnetizem v besedah, kar je seveda samo približen opis, ampak boljšega opisa, od tega se ne znam narediti, če bi ga znal bi lahko algoritem za izdelovanje pesmi naredil, ampak mislim, da to ne gre, zato ker je to pač povezano z vsakič specifično eksistencialno situacijo, v kateri posamezna pesniško besedilo nastaja. In iz pač tiste posebne bivanske tenzije, v kateri si pač skušaš se prebiti za oblikovanjem novega besedila. Tako jaz nekako to razumem, in vtisnic tisto napetost v jezik, ki pa ne deluje samo semantično, ne deluje samo pomensko. Kaj je pesnica hotela povedati? To je šolsko vprašanje, ki seveda razumem tudi sam, ko predam, seveda vprašaš po temah, kakšne teme pa najdemo pri Sofoklu, naprimer, ampak to je seveda površina površine, v resnici pa je vprašanje tega, kako te besede zaživijo skupaj. Tukaj pa vedno gre za inovacijo. Meni, recimo, sta zelo blizu dva filozofa, kar se tiče tega. Eden je pravzaprav iz čisto zelo take nepesniške tradicije, Donald Davidson, analitični filozof, ki pač je imel celo to tezo, da jezik sploh ne obstaja nič takšnega, there is no such thing like language. Ampak smo vedno v trenutku radikalne interpretacije. To pomeni, da uporabljamo vsa možna sredstva, ki jih imamo za to, da bi sporočili to, kar mislimo drugemu, kar seveda zelo, bi rekel, se sklada z dejstvom, da jeziki skozi čas živijo, da se spreminjajo, preoblikujejo, žal, kot sem rekel, tudi odmirajo, ampak če bi bil jezik sklenjen sistem, potem se seveda ne bi spreminjal, bi nešteto možnih variacij sicer znotraj tega, ampak esencialno se ne bi spreminjal. No, drug, ki mi je pa še veliko bolj drag, pa Manfred Frank imenuje, seveda, njegova teza v das individuelle allgemeine, se pravi, individualno, splošno, kar orisuje način uporabe jezika. Sredstva, ki jih uporabljamo, so seveda skupno, da se ne bi mogli sicer komunicirati, vendar jih v vsaki situaciji uporabljamo individualno. Pač, situacij na svetu se pa vendarle ne da, kako bi rekel, vseh zajeti in kodirati za vso preteklost in za vso prihodnost. To se mi zdi, da na to obstaja ena sjajna ironija v UNESCO-vi učni uri, ko se tista učenka nauči vse možne znožke na pamet in odgovori v trenutku na eno tako težko vprašanje, 15 milijonov krat 17 milijonov in tako. Skratka, mislim, da gre vedno za preseg tega, te posebnosti. Vsaka situacija, v kateri nastaja pesem, je individualna, je nova, ampak obenem pa seveda je to vedno poskus govoriti z drugim. Vedno je, če pač uporabljaš jezik, seveda že komuniciraš, tudi če sam pri sebi pišeš, pa tiho govori z nekom drugim, oziroma imaš to idejo, da bo nekdo to bral, ali pa sebe podvojiš in sam bereš svoje stvari. Sicer ne bi bil potreben jezikovni izraz. Mislim, da to za vse umetnosti sicer velja, ampak ko gre za literaturo, je stvar še nekako bolj otepljiva, ker govorimo vsi, slikati ne znamo vsi, pa kipov delati, pa skladati, ampak tudi tresati ne govorimo pa vsi, na nek način je zato jezik ni nekaj, za kar bi posebno šolo potreboval. Jaz na splošno v šolah kreativnega pisanja in podobnih zadevah nimam zelo dobrega mnenja. Lahko so pač terapevtsko ali kakorkoli kulturno zanimivo, ampak kar se tiče umetniške vrednosti, pa mislim, da to ni v moč umetnosti. Seveda iz tega, kar sem zdaj povedal, mislim, da izhaja to, da je
pač pozornost na besede in kako rekel včasih, pri nas smo tako po ljubljansko govorili, so za andachtene, da moraš misliti na to, kaj boš izbral in kako boš nekaj povedal. Mislim, da je srčika pravzaprav pesna na tem. Pesniku nišče v družbi ne bo zameril, ali zelo redko, zato da je ustvarjalen pri oblikovanju novih besed in širitvi jezika, če tudi se morda določene besede in izrazi ne bodo nikoli prilili v javno uporabo. Ko pa gre za govorni jezik, imamo pa vedno znova, ne samo pri nas, tudi znotraj drugih večjih, pomembnejših svetovnih jezikov, kot je naš, številne kroge, posameznike, posameznice, ki delujejo ali se postavljajo vlogo nekakšnega skrbnika, nekakšne jezikovne policije, ki bdi nad tem, do katere meje se naj jezik razvija in prilagaja, srečuje in izmenjuje z drugimi jeziki. Ali imaš občutek, da je v slovenskem prostoru to realen problem, da se govorni jezik morda preveč prilagaja določenim modernim vplivom, recimo anglizmom, ali če uporabim isto ali pa določenim balkanizmom, če smemo uporabiti tudi to analogijo, ki so čedalje pogosteje deli vsakodnevnega govora, nekateri so tukaj zaskrbljeni, drugi pravijo, to je logično evolucija jezika in to ne kaže posega. Ali mora biti tukaj neka jezikovna skupnost, kot smo mi bolj odgovorni, ali morda beseda odgovornost tukaj ni prava, temveč mogoče bolj ohraniti kreativnost in morda širiti pomenski nabor besed, s kateri bomo lahko izrazili še več, kot nam to dopušča trenutni jezik. Ja, to se ne... Do katere meje? Ja, staro vprašanje srednje mere. Ja, to je seveda grški ideal, metro najsto. Ampak kje je meja, kje je mera? To je pa seveda ključno vprašanje. Jasno, da se jezik razvija, kot smo zdaj že večkrat rekli, gotovo, da bo živel lahko samo tako, da se bodo pomeni širili, da bodo tudi nove besede nastajali tako ali drugače. Vendar, prevzemanje, avtomatično prevzemanje, kalkiranje angleščine, ali pa, recimo, da se zanimivo, slabo znajo hrvaško in srbsko mlade generacije, slabo znajo. Ampak pobirajo pa določene fraze in pa kalke pa z velikim veseljem. To pač ni ustvarjalnost. Recimo, če dobiš nekaj tak izdelek pisni, v študentu, da ne rabijo skrbeti, Grki ne rabijo skrbeti za, ne vem kaj za lani. To seveda ni nobena ustvarjalnost, to je nemarnost. To so lahki primeri. Potem so seveda težji primeri, še težji primeri pridejo, naprimer, kazni v strokovnem jeziku, ali pa tudi v filozofiji, prav gotovo. Jaz se kaj malega tudi prevajajo grške filozofije in to so neki termini, ki so zelo kompleksni in ki mi zanje nimamo izrazov. Ali posameznih besed ni, ali nimamo to vrstne fleksibilnosti, kot to ima grščina ali pa nemščina, da tvoriš dolge zloženke. In kako zdaj tukaj to rešiti? To so zelo velika vprašanja in tukaj ni druge, kot da se neka inovativnost upreže, če obstaja na strani prevajalca. Ampak do katere mere gre, to pa je seveda drugo vprašanje. Jaz včasih, ko sem razmišljal o tem, kako je spreminjanje jezika, sem si tako predstavljal, da je to tako, kot da si v neki telesni pozi, posameznik, v kateri seveda lahko določene gibe delaš, določenih pa ne moraš. Lahko tudi nekaj gibe, ki jih prej še nisi mogel, še zvajo, še narediš, še bolj raztegneš in to še gre, ampak če boš pa preveč se pač zviro, boš pa padel, enostavno to ne bo delovalo. To gre skozi čas, ampak tako čisto abruptno pa po mojem ne. In jaz mislim, da ni takšnega odgovora, da bi se lahko nek zakonik naredil, nek slovar in konec, ampak je to pač individualno od primera do primera. Boruša. Nekje ste zapisali, da je za ohranjanje sakralne dediščine ključen spoštljiv dialog. Kaj mislite s tem spoštljivim dialogom? To so dialoški partneri, ko se namreč
ko razumemo, da je potrebno strokovna etična vprašanja nagovarjati, razreševati skozi dialog, skozi pogovor. In zastavlja vprašanje, kdo v tem dialogu, recimo zlasti v primeru sakralne dediščine, sodeluje, kdo so dialoški partnerji in kaj pomeni spoštovanje tega dialoga, če naj bo to ključni element ohranjanja sakralne dediščine. V prvi vrsti je tam ta dediščina, katero se vzpostavlja dialog, drugo je pa to življenje znotraj, ki se znotraj nje na nek način odvija in namen, ki ga ona naj bi imela, kolikor postaja ta namen, za katerega je bila zgrajena, je potem ta dediški partner, ta lastnik oziroma cerkev, župnik, pater, kdorkoli pač... Tudi lokalno prebivalstvo, recimo, vstopate v dialog z lokalnim prebivalstvom in vprašate, ali ste morda vi, ki tukaj živite, morda generacije, se strinjate s tem, da se to ohrani ali ohrani na tak način oziroma prenovi, ali poteka ta dialog in njegovo spoštovanje bolj na ravni samega lastnika in strokovnih krogov. Ali gre za širši ali nekoliko ožji dialog? In kaj bi bilo po vašem mnenju vendar bolj smiselno tudi z etičnega zornega kota upravičeno, skratka, s čim bi dobili, s katerim tipom dialoga bi odločitev dobila višjo težo in bi bila bolj upravičena? In kdaj je lahko dialog, morda če je preosko voden, nekaj, kar v končni fazi potem pripelje do slabših rezultatov morda in odločitev? Jaz se absolutno strinjam, da je potrebno dialog razviti čim širše, tako ne samo pri sakralni dediščini in njeni prenovi, ampak tudi na splošno v arhitekturi, je pa potrebno na nek pravi način ta dialog tudi znati voditi, kar jaz verjamem, da ljudje pravzaprav želijo dobro, in da dobro razmišljajo, tudi kolikor jih znaš pravilno po svoje tudi vprašati. Zdaj, kar se tiče sakralne dediščine, jaz nekaj primerov imam, pa mogoče tam nismo zares, po svoje so vsi zelo zanimivi, ampak same lokalne skupnosti dejansko tukaj v Sloveniji nismo toliko zares komunicirali. Mene je predvsem tukaj zanimalo vprašanje, kako bo skupnost, ki te prostore uporablja, to posegi zares sprejela. Recimo, še ta kapela tukaj v Tromostovju je bila za mene velik izziv. Jaz v bistvu nisem verna, verjamem in spoštujem vse to, ampak ukvarjati se s tem prostorom je v bistvu zelo plašil, zato ker nisem vedela, a bo moja vizija, moja zasnova, a bodo se ljudje v tem našli, a bodo ta prostor sprejeli kot svojega, a bo v smislu ne samo uporabe, ampak predvsem sakralnosti, ki je v arhitekturi lahko doživimo na z različnimi motivi, a bo to zares tukaj delovalo. In tukaj je bila predvsem ta pot, odmik od tega banalnega sveta, ulice, Tromostovja in vsega tega, a bo ta vrata naredila to pot potem in svetloba. To je bilo ključno vprašanje, a bo ta prostor skozi to zaživel in moram reči, da očitno se ni prijel, ker so danes iz tega prostora naredili pekarno. Tako da ona še nima uporabnega dovoljenja, ampak lastniki očitno niso videli, niso to prepoznali, niti znali po mojem mnenju predvsem upravljati. Podobno se je zgodilo na Brezjah, kjer pač danes stoji ena velika streha gasilska pred cerkvijo, niti ni pomembno to, kar smo mi naredili. Ampak cerkev je zakrita z eno gasilsko konstrukcijo, gasilske veselice, ki pač služi senci vsakoletnemu dogodku poleti, ampak bi jo lahko vendar umaknili. Imam pa zelo lepo izkušnjo, nedavno, mogoče prav, kar ste sprašali glede te lokalne skupnosti. Pred kratkim smo naredili eno kapelo v Italiji, v enem samostanu, ki je danes postal dom starejših. In v bistvu gre za eno inštitucijo Svete Elizabete, ki upravlja ta dom starejših in tam je tudi nekaj sester, ki so v tem samostanu prej bivale in še vedno bilo prisotni v tem procesu. In
Mi smo najprej iskali prostor, ki bi bil primeren za to, da bomo v njem lahko, predvsem njim je bilo funkcionalno pomembno, da bo dovolj ljudi šlo. Mi smo pa iskali prostor, ki bo nagovarjal z svojim izrazom, svojo govorico, svetlobo, še nekoli, pač bo lahko postal posvečen svet, način, kako to doseči. In so rekli, vse to vi ne skrbite, mi bomo vam dali enega liturgika in enega umetnika, da vam boste pri tem pomagala. In se v bistvu zelo ustrašila, ker je dostikrat ta dialog zelo težek. In ona dva sta bila naša sogovornika. Ampak moram reči, da morda od celega projekta je prav ta izkušnja nekaj, kar mi je najbolj ostalo v spominu, v tem procesu, kako smo se mi uspeli pri tem pogovarjati. Kako bo prostor, kakšen prostor, kakšen ritual, kakšen element potrebujem tudi umetnini in te sliki, ki jih je ta umetnik, torej kakšno simboliko nosi v sebi. In potem smo mi naredili na predstavitve tega, kako bi to delovalo v enem delnem prostoru, ta velika slika črna in sestre so videla v bistvu te naše predstavitve in so se ustrašile. In so rekli, da je pravzaprav jih skrbi, da se bodo tudi ljudje, ki bodo tja prihajali po na nek način po tolažbo, ljudje, ki so v času odhajanja, ne bodo morda s tem prostorom tega pobili. Potem smo mi v tem prostoru dodali eno lesena tla in leseno oblogo in s tem umirili prezenco v bistvu teh umetniških del. In nazadnje smo se zelo veliko pogovarjali tudi o oltarju, kakšen mora biti, ker tudi tukaj smo se s tem patrom v Ljubljani, ko smo delali o tem, pogovarjala precej. In našli eno staro skrinjo iz tega prostora, ki je že tukaj bila, eno prekrasno skrinjo s 3 loki in sam na njo dali novo ploščo in v bistvu iz tega, kar že tam je bilo, na nek način ustvarjali nekaj novega. To je minimum proces in to je nekaj, kar tudi nam, arhitektom, ostaja. Zdaj, to živim svoje življenje. V bistvu ta izkušnja, skozi katero gremo, pa nas po svoje bogatina. To je nekaj. Bi lahko temu rekli, kako opisujete vaš odnos do razumevanja arhitekture in načinov njenega spreminjanja, neko etično senzibilnost. Gre tukaj za etično senzibilnost, oziroma verjetno gre tudi za močan vpliv estetske senzibilnosti, v nazadnje arhitektura te umetnosti zgodovine, estetike, in tukaj govorimo podobno kot znotraj etike o nejasnih kriterijih, pogosto občutkih. In verjetno opažate, oziroma sami povete, v vašem strokovnem krogu naletite dostikrat na ljudi, ki bi jim lahko očitali manj kot etične estetske senzibilnosti, tega čutnega elementa, ki dostikrat, včasih se kot praviloma odloči, skoraj na intuitivni ravni, ali bom posegel, ali ne bom posegel, oziroma na kak način bom posegel, za katero odločitev. Nekoliko bolj jasni kriteriji, tako kot znotraj poezije ali jezika, kada posod se bolj ali manj gibljamo, ne zelo spolskih tam niso tako močni in vplivni in odločilni. Etična senzibilnost, estetska senzibilnost, na kratko. Ja, mislim, da je to ključno morda. Ja. Mislim, da je to ta neka občutljivost strašno pomembna v arhitekturi, med našimi študenti, da skušamo zbuditi to nekaj vrste, da imajo prostor radi, da na nek način skozi to so tudi skrbni v dvomu, kako v njega posegati, da s tem, da ohranijo tisto kvaliteto ali pa da jo skozi proces raziskovanja prepoznamo. Včeraj sem imela zelo lepo izkušnjo, moram reči, s enim študentom. Namreč odprla sem razstavo študentskih del in ukvarjala sem se letošnjem letu z jesenicami in ta študent je doma z jesenic in jaz sem 3 leta prepričevala, pa dajmo, jaz bi res rada, moja mama je tudi jeseničanka, bi rada, da se s tem prostorom ukvarjamo in je rekel, ta kraj nima nobene perspektive. Zdaj, ko smo eno leto prepoznavali vse, kar skriva v sebi, od vseh plasti preteklosti, zgodb in tudi problemov, težkih problemov in odkriti prostore, je včeraj prišel k meni solzanje v očeh, ko smo razlagali v bistvu to, da se mu je vrnil optimizem. In to je nekaj, kar me zelo veseli, kar se mi zdi, da ni to tako, v bistvu ta občutljivost, ta senzibilnost ni nekaj včasih odprla. Moraš prisvojiti skozi proces, ki ni samo proces znanja, spoznavanja, ampak tudi mogoče odpiranja duše, da sprejmeš tudi to, kar je morda tudi drugačno od tebe, da se skozi to vzljubiš v bistvu in navežeš in si potem previden in občutljiv.
Ja, pa smo pri človeških odnosih, ne, tukaj se začnemo končati. Prehajamo z zadnjim vprašanjem, zelo hitro čas mineva. Ana v svoji knjigi z naslovom Vrt in prispodoba, čudovit naslov, mimogrede opozarjate na to, da je za na nek način preživetje človeštva zelo pomembna prehod k biocentrični etiki. In če bomo ostali še naprej ujeti v antropocentrične perspektive, da se nam potem slabo piše. Kako mislite vprašanje biocentrične etike znotraj krajinske arhitekture, ki pa je vendarle specifična oblika dialoga med naravo in kulturo? Krajinska arhitektura vendarle povezuje oba aspekta, ko smo prej na primeru Planice, se celo narava postavljena vendarle kot norma in potem se v niz pozicije kulture, naše vednosti, naših interesov nekako skromno približujemo, pa vendarle iščemo neke vrste dialog, spet smo pri srednji meri. Kaj mislite natančneje z primatom biocentrične etike? Ali je možno postaviti ostro mejo med biocentrizmom in antropocentrizmom, glede na to, da sem tudi jaz, ali pa vi, takrat, ko govorimo o biocentrizmu, tisti, ki tukaj vrednoti, zato se ne morem izogniti poziciji subjekta, ki nekaj vrednoti, pravi, to je vrednota, jaz sem manjša vrednota. Center naj bo tam, ne jaz, ampak jaz sem tisti, ki vrednotim, ne. Jaz mislim, da ni, ne. Zdaj, jaz seveda nisem filozofinja. Jaz se teh stvari se dotikam, kako bi rekla, imeli smo, zato tukaj sabo imam knjigo, varstvo narave zunaj zavarovanih območij. Tudi Planica, recimo, en tak primer, seveda je bilo že v sami projektni nalogi jasno, kaj moramo varovati, ne, pa da ne smemo to naša tujerodnih vrst, ampak potem je pa to ta osebna občutljivost, ne, kako, kakšno govorico to preverjaš arhitekturno, krajinsko arhitekturno. Tako da ja, jaz mislim, da to vprašanje ni. Tukaj sta tudi dva velika, kako bi rekla, dva kritika te biocentrične etike, ki sta pa hkrati tudi med sabo zelo različna. No. In to so branja, ki nanj vpliva. Ena je Luc Ferry z svojo knjigo Drevožno in novi ekološki, ki je kritičen do tega, kadar recimo varstvo narave ali pa ta glas, ta biocentrizem, deep ecology. Ja, on kritizira globoko ekologijo, ki je tako fundamentalistična, oziroma kako bi šel rekel, da pravzaprav zapostavlja človeka kot prvič kot del narave in drugič kot kulturno bitje, da negira človeka kot kulturno bitje. Hkrati je pa, mislim, da je pač malo kasnejši pa Philippe Descola, ki pa kritizira, zapostavi zelo dve zanimivi vprašanji. Eno je vprašanje who owns nature, se pravi, kdo si naravo lastnik, kdo je lastnik, kdo odloča, kdo postavlja vrednote, kaj ja, kaj ne. In drugo, za koga to naravo varujemo. In on je pa predvsem kritičen do, če Ferry zagovarja ljudi, pa Descola, če tako rečem, zagovarja ljudstva. On je kritičen do tega, da se evropske vrednote kot univerzalne vrednote postavljajo čez drugačen odnos narave, ki izvira iz drugačnih filozofij pri drugih kulturah, ki imajo pač do narave drug odnos. Tako da jaz mislim, da je to vprašanje skrajno zapleteno. Pri svojem delu se soočam, recimo, če izpostavim dva primera, ki sta predvsem, bom rekla, na načelni ravni, pa potem tudi na planski ravni, ne toliko na tej izvedbeni arhitekturni ravni problematična. Eno je Lipica in drugo so recimo Sečoveljske soline. Tam sta pravzaprav v nasprotju si dve etični entiteti, odnos do kulturne dediščine in odnos do naravne dediščine. No, Lipica je primer, ki je razvpit in ki ga že zelo dobro poznamo. Še dobro, da smo tam našli bukovega kozlička, kajti če ne bi našli bukovega kozlička, bi, to je nek hrošček majhen, ne bi uspeli ustaviti v tistih konkretnih političnih družbenih situacij, ne bi uspeli ustaviti širitve golfa, skratka kon, kot nekaj, kar seveda je naravno in hkrati tudi kulturno bitje, zato ker je bil tukaj vzgajan, skoraj 500 let na tem prostoru, ni bil bistven. To se mi zdel en tak problem. Zanimiv za naslikati. Drugo je pa recimo pa zdajšnji, pri čemer so stvari seveda izrazito zapletene, Soline, v
Sečoveljske soline so tako rekoč razdeljene na dva dela. En del je moderniziran, ga je Avstrija modernizirana leta 1904, ga je začela. Ima pa v sebi upisano zgodovino vsaj 800 let. Vemo, da so tam pridelovali soli in sicer ta srednjeveški renesančni način pridelave vodil v neko izredno zanimivo formo krajine, a ne kulturne krajine, ki je pa rezultat izjemno spoštljivega, mislim, eksistencialno spoštljivega odnosa človeka do narave, ki je uporabil, izkoristil, z vsemi temi negativnimi konotacijami teh besed, izkoristil naravne dejavnike, veter, sonce, plimo, a ne, da je to speljal na en način, da je lahko prideloval psov. Odkar se je v Sloveniji ugnezdla, in to na univerzalni način, ampak sektorsko, tukaj povezavo vidim z Skolajo, ugnezdla Natura 2000, ki se postavlja kot imperativ, skratka kot edini sektor, ki vzpostavlja vrednote in nič drugega ni vrednega, ta srednjeveška dediščina izrazito propada. Izrazito propada je na robu in propada ne samo forma krajine, pa to, če bi rekli etnološka dediščina, orodje, pa to, kar lahko damo v muzej, pa se ohrani, ampak izgubili bomo nesnovno dediščino, se pravi znanje. Znanje pridelave soli. Absurdno pravzaprav, ali pa ironično, bila mogoče boljše beseda, je pa točno to, da ptice, ki so zavarovane, je pač hkrati tudi po Ramsarski konvenciji v tem prostoru, potrebujejo pravzaprav delo solinarjev, ker je treba vzdrževati nivo vode in slanost vode. Ker če to prepustimo naravi, potem bo naravna sukcesija spremenila ekotop in potem se bo spremenil tudi ekosistem. In zato krajinski park Sečoveljske soline, namesto da bi uporabljal, bom spet uporabljala to besedo, solinarje, da bi skrbeli za to, noter vnaša neke nove vzorce in drugač dela in neke druge gnezdilne vzorce in iz tega dela naravni rezervat. Skratka, zgubljamo res eno zelo pomembno dediščino, poudarjam, v svetovnem, na svetu je to edina taka. Prvič imamo sol zelo belo, ampak to se prideluje lahko tudi na moderniziran način, to je pa severni del solin dokazal, ker imamo najbolj fino, najbolj belo sol, najbolj bogato z minerali, ampak zgubljamo formo krajina, ki je edinstvena na svetu, zato ker je tukaj v nekem specifičnem geografskem okolju, tudi, a ne zaradi pogostega dežja v avgustu, a ne, so takrat solinari pred mnogo leti razvili neke forme, ki jih nikjer drugi na svetu. Tako je zanimiv, bom rekla, problem, ki je tudi etičen problem. Se pravi, se moraš vprašati, kaj, čemu daš prednost, kako daš prednost. Predvsem pa tukaj gre, je umanjkal dialog, ki bi oboje pripeljal, sem prepričana, lahko v skupno zadovoljstvo, lahko bi imeli oboje. Lahko bi tukaj varovali naravo in ohranili tistega nekaj dediščine, ki je res posebna in če zdaj ni splošno sprejeta kot vrednota, pa morda v prihodnosti bo. Ja, smo proti koncu, blizu konca, dovolite samo še eno vprašanje. Začeli smo pravzaprav se vse čas gibljamo znotraj zelo zapletenega problemskega tkiva. Ne bo zadnje vprašanje tudi dovolj zapleteno. To je zelo nevarno. Zato, da boš lahko krajši. Če so zapletena vprašanja, so lahko zakratki. Zelo veliko težavo s tem, kako končati govor, ko enkrat začne. Ja, bom jaz končal, ko bo treba. Zdaj, ravno kar je bilo nagovorjeno, izgubljanje, tudi določena erozija in tako naprej. Zdaj znotraj jezika. Na nekem mestu, v nekem intervjuju si govoril o tem, da v kriznih razmerah se svet postavi na glavo in da ima to seveda tudi zelo opazne učinke na jezik. Zanima me, zelo nakratko, to je zapleteno vprašanje, ta fenomen izvotljevanja besed. Skratka, besede izgubljajo na svojih pomenih. Beseda je pravzaprav nek vozel, ki v sebi povzema naše odnose in zagrabi.
neko dinamiko odnosov. In če ti odnosi umanjkajo, recimo čisto na ravni etičkih, moralnih pojmov, če nismo več spoštljivi, odgovorni do drugega, to nek odnos, potem tudi sama beseda izgubi. Ne? Na pomenu in postane bolna. Kaj to pomeni zdaj za stališče kulturotvornosti, vitalnosti družbe, ta proces, ki ga pa vendarle opažamo, zlasti na ravni jezika, ki ga uporabljamo, da se prazni, da izgublja na pomenih in da se vanka potem umeščajo nove vsebine, ki se starimi pomeni nima več ničesar. Ja. To je zelo dober opis, ne. Pravzaprav mu težko kaj dosti dodam. To je velika inflacija, pravzaprav besedna, veliko je besed in besede posamezne ne pomenijo. In to je nekako tako, bi rekel, kot če tesnilo na oknu počasi odstopi na nekaj mestih in če ga potem, kako bi rekel, za uporabo ustrezno ne zatesniš, se to začne odstopati po celi površini in na koncu ne deluje več. No. Tako besede v bistvu lahko pomenijo karkoli in ne moreš ničesar povedati, ne, praktično, ker je vse tako votlo. In to je seveda res zelo velik problem. Je pa to gotovo povezano prvič z neskončno pomnoženo komunikacijo, zaradi seveda medijev, novih, spleta in tako. Neskončno povečana množica vtisov, ki jih imamo in se zaradi tega tudi relacija med posamezno besedo in pa tem, kar v njej čutimo ali pa mislimo, se seveda dinamizira, ampak v tem smislu, da enostavno se zabriše in izgubi jasna forma. In to je, jaz mislim, nekaj, kar lahko izkušamo, kar se kaže na svoj način tudi v poeziji, sej, dobro, poezija je več čas v krizi, ne, vse že 3000 let, ampak mislim, da je poezija. Ja, no, mislim, da je to zdaj neka specifična, res pač vsak čas ima pa tudi specifično krizo in to presega samo problem poezije, jo omenjam, ker sem ravno v tej vlogi tukaj, ampak ja, to je resnično zelo velik problem. Izgublja se stik z resničnostjo zaradi pretirane količine informacij. Zelo zanimivo, da je že poljski filozof Leszek Kołakowski je že v 70 letih točno o tem pisal, da zaradi prevelike količine informacij nastajajo nerealne potrebe v ljudeh, v pričakovanja in ker so nerealne, narašča stopna frustracije, ker ne moraš realizirati teh potreb in nastaja v bistvu neka specifična kriza, specifičen občutek pomanjkanja in resentimenta prav ničejanskega v tem smislu, ker nimaš tistega, kar naj bi pravzaprav imel. Ampak zakaj ne bi imel? Zato, ker ti je množica informacij, ki te bombardirajo, ustvarjajo v tebi takšno sliko in takšno pričakovanje. In to je zdaj seveda zelo, zelo veliko vprašanje, kaj pravzaprav odgovoriti na to, kako iz tega ven. Na individualni ravni seveda lahko poskušaš z osebno kulturo to presegati, pa mogoče še malce širše, ampak zdaj kako pa to v globalnih razmerah, kjer smo pa vsi pač v tem omrežju, hočeš, nočeš, jaz ne pevamo na te, smo tako, in ne vem. Umberto Eco je svoj znameniti roman, ki ga verjamem vsi dobro poznate, Ime rože zaključil z preroškimi besedami nomina nuda tenemus. Prazne besede držimo. Ne? S temi besedami v upanju, da nas vendarle niso bile povsem prazne, bi ta pogovor, to omizje zaključil. Še enkrat se zahvaljujem imenitnim gostom za zelo ploden in tudi zame zelo globok pogovor. Maruša Zorec, Ana Kučan in Brane Seligačnik. Hvala, da bi imali.